Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še iz Kopra, kjer je pred nami skupaj s štajerskim derbijem, ki bo sočasno odigran v mariborskem Ljudskem vrtu, še zadnje dejanje tega uvodnega kroga novega državnega prvenstva lige Telemach v sezoni 2025-26. Na Bonifiki se bosta pomerila Koper in Bravo. Zdaj bi lahko rekel že stara rivala, kajti Bravaši bodo krenili v svojo 7. zaporedno, pa tudi skupaj prvoligaško sezono, kar 4 od teh 6 so zaključili v zgornjem domu lestvice, tako kot nenazadnje tudi lani, ko so končali sicer za njih rekordnim številom točk na 5. mestu. Tudi priložnosti ni veliko, imajo pa v zadnjih minutah zagotovo Koprčani več od igre. Tole je nov poizkus gostov, ampak tole ne bo šlo v statistiko, strel sicer Matondoja. Potem pa Jovan ni uspel žoge vrniti po Platniku, ampak slednji si jo je priboril kar sam. Še naprej Matej Poplatnik. Poplatnik strelja z levico, no in prvi strel v okviru vrat. Tudi gostje so zdaj poizkusili. Metod Jurhar je bil dovolj dobro postavljen, vse skupaj se zdi, da je šlo malce prepočasi, še vedno se tule ponuja priložnost Bravu. Ni se odločil Jovan za strel, pač pa Jakoslav Stankovič prek vrat je šla. Tudi tale žoga, ampak no, nevarnejša akcija v tem drugem polčasu. Preigravanje ob Jovanu. Še enkrat Mija Ilovič podaja v kazenski prostor. Omladič bo prišel do žoge. Matondo se ponuja. Omladič išče prostor. Na koncu je moral žogo vrniti pa Baju. Ni še konec koprske akcije. Omladič strelja, Koper vodi. Nik Omladič po vstopu v igro v 54. minuti. Za koprsko vodstvo z 1-0. Opozarjal sem na to, da lahko z vstopom Omladiča, zato ga je nenazadnje Slaviša Stojanovič tudi poslal v igro, bistveno pridobi pri sami kreaciji. Tempu na koncu smo videli tudi pri realizaciji in Koprčani so v 9. minuti nadaljevanja preko Nika Omladiča prišli do vodstva. Tule poglejmo v celoti še enkrat tole akcijo. Omladič je takole preigraval, Gitado je ob njem, še enkrat pa Baji. Ni se odločil za strel, priložnost za Matondoja, Matondo strelja, igra z roko, 11-metrovka za Koper. 11-metrovka za Koper, po strelu Matondoja je enega od Bravašev žoga zadela v roko, glede na to, da je šlo za strel proti vratom. Pravila seveda velevajo, da je to 11-metrovka, 11-metrovka za Koper, Omladič ali Likar. Omladič strelja, še en zadetek Nika Omladiča in Koper zdaj vodi že z 2-0. 64. minuta. Nogometaš, ki je vstopil v igro, najprej v 54. zadev za vodstvo Kopra, zdaj pa v 64. še za povišanje, ko je takole Likarja poslal v eno, žogo pa v drugo smer. Koprčani so v preteklosti redko zapravljali to vrstne prednosti. Iličić zdaj lepo proti Sandru Jovanoviću. Jovanović vrača žogo Joju Iličiću, to je lahko nevarno. Iličić strelja, 3-0. Jojo, velemojster Iličić za povišanje koprske prednosti na 3-0. Velemojster pa je tudi Slaviša Stojanovič. To je ponovno dokazal, kajti še en njegov džoker s klopi je izkoristil svežino v primerjavi z nasprotnikom. Prepovedan položaj. Torej, očitno brez zadetka Josipa Iličića ostaja 2-0. Mansuri. To najbrž pomeni, da bo tudi Manseri za danes končal. Jakupović je tule prišel do prvega zaključnega strela. Tule je 19-letni prišlek iz Josip Iličić. Jakupović, Selan, Babula. Babula bo tokrat natančnejši. Babula strelja 2-1. No, tokrat pa se je sreča nasmehnila
Babulaju in Bravu za razliko od prve minute drugega polčasa, ko je zadev zgolj vratnico, se je tule po njegovem strelu z levico žoga od enega Koprčanov odbila v domačo mrežo in 2:1 je na koprski Bonifiki. Kakšen drugi polčas v primerjavi s prvim, tule poglejmo še enkrat, najprej Jakupovič, potem Selan, vse ostalo pa je storil Babula. Sam jasno, če odmislimo še tole posredovanje Maja Mittendorferja, od katerega se je žoga odbila. Halilović je že dal znak za izvedbo, preskočil je Domžoni. Omladič strelja, še enkrat je zadev mrežo, ampak tokrat zunanjega dela. Povratna tekma, Koper, Viking. Idemo še na pauzo, rumeno-modre. Slaviša Stojanović, čestitke za prvo zmago. Še vedno na klopi Kopra ostajate neporaženi, zares sjajna serija. Danes še 3 točke v zelo zanimivi tekmi, predvsem v drugem polčasu. Kako ste jo vi videli? Videli smo, da ste imeli tudi nos za nogometaše, ki ste jih pošiljali v igro s klopi. Pa ja, mislim, vedeli smo, da je tekma po takih emocionalnih, težkih evropskih tekmah ali po derbih vedno najtežja. Temu se je pokazalo isto danes tako. V pravih momentih smo zadeli in potem so bili momenti, ko smo tudi trpeli. Predvsem Bravo je imelo stativo, eno lepo priložnost, če bi tam šlo na 1:1, bi si zakomplicirali dodatno stvari. Šli smo na 2:0, potem pa en gol, nepotreben v principu, in smo zakuhali si sami tekmo do konca, ampak veseli smo 3 točk. Viking, morda še beseda dve, verjamem, da ste do tega trenutka razmišljali zgolj o Bravu, pa vendarle Norvežani, koliko ste že uspeli secirati to moštvo? Pa ja, jaz sem si osebno pogledal 2 tekmi, še si jih bom pogledal seveda. Gre za zelo dobro ekipo, kompaktno, ki se lahko brani z 10, lahko pa tudi napada z 10, tako da enostavno imajo kar široko paleto igralcev, žrtvujejo se, disciplinirani so, odgovorni so, tako da enostavno čaka nas izjemna preizkušnja. Slaviša, čestitke in veliko sreče. Hvala tudi vam. Aleš Arnold, rekel bom čestitke za predstavo. Tale drugi polčas je bil prava paša za oči, priložnosti na eni in na drugi strani, vratnice, goli. Kako ste ga vi doživeli na koncu, sicer poraz, pa kakšen je vaš občutek? Ja, sej, če pogledamo drug polčas, predvsem noj začetek izredno dober. Prejeli smo tam gol zaradi preslabega razporeda na tisti desni strani. Bolj mi je žal mogoče za nedosežena zadetka od Venusta, ker se je od notranje strani vratnice žoga odbila, pa mogoče od Aldina, kjer je malce zamudil, malce mladostniško, bom rekel, še zamudil za udarcem, bi mogel v bistvu prej prijeti in zaključiti, ker je imel kot odprt. Mislim, da bi zdaj uvodnih 30 minut preveč pasivnih, smo v bistvu bili prenisko, nismo želeli biti toliko nizko na igrišču, res nasprotnik čiste priložnosti ni ustvaril, ampak ko smo pa žogo osvojili, pa preveč napak. Prelahko smo podarili žoge, kljub temu, da smo prihajali v odlične situacije 4:3, 3:2, kjer bi mogli z malo več mirnosti kvalitetno obrambo navleči, odigrati in priti do zaključka. Posledično smo tudi potrošili malo več energije in pa, tako kot sem rekel, dober vstop v drugem polčasu, v drug polčas, ampak škoda za zgrešene priložnosti in predvsem škoda še za malo več mirnosti, za situacije, ko smo na višek prihajali na zadnjo linijo, da bi še večkrat prišli v priložnost. Aleš, hvala in več sreče v drugi krog. Hvala lepa. Martin Pečar, na koncu poraz v Kopru, ampak gledali smo v drugem polčasu zelo dobro predstavo. Kako ste vi zadovoljni predvsem s tem, kar ste pokazali na tej prvi tekmi v državnem prvenstvu? Kakšen Bravo bomo gledali v nadaljevanju sezone? Ja, zadovoljni nismo, ker pač nismo uspeli dobiti točko na tem težkem gostovanju, ampak imeli smo svoje šanse, na koncu smo bili blizu, nismo izkoristili 2-3 akcij lepih v drugem polčasu. Tistih 10 minut smo imeli malo paca, ker smo pol doprejeli 2 gola, en je bil tu razveljavljen, ampak smo se dobro pobrali, na koncu nam je malo zmanjkalo, tako da glave gor in nadaljujemo naprej. Najlepša hvala in veliko sreče. Hvala. Hvala ti.
Niko Omladžič, čestitke za zmago, čestitke za vaša 2 zadetka. Danes ste bili džoker iz rokava Slaviša Stojanovića, znova dokazali svoje mojstrstvo. Kako ste zadovoljni na koncu? Ja, najprej hvala. Ja, vedeli smo, da bo težka tekma. Vsaka tekma po neki evropski preizkušnji je neka druga realnost in ja, šli smo po te 3 točke in na koncu, ne bom rekel, glih malo srečno, ampak ja, zasluženo smo jih osvojili in to tudi vse, kar šteje danes. Res, da je začetek sezone, ampak zelo hitro vas čaka gostovanje zdaj na Norveškem. Kako težko je zdaj preklapljati državno prvenstvo, Evropa, kako naporno bo to, kaj lahko pričakujemo v četrtek? Pa je naporno, jaz sem že navajen iz prejšnjih časov, tako da ja, je nek lepa dogodivščina, je zelo naporno, ampak mi vsi v ekipi, v klubu delamo za to, da nam je čim lažje oziroma ja, profesionalnost je na visokem nivoju, tako da smo že z mislimi na četrtkovi tekmi in ja, vsi se že veselimo te tekme. Najlepša hvala za pogovor in veliko sreče. Hvala.